V nocojšnji športni pogovorni oddaji na Valu 202 bomo slišali najboljšo slovensko smučarko zadnje sezone svetovnega pokala Andrejo Slokar. 24-letna slalomistka iz Ajdovščine se je šele v lanski sezoni prebila v svetovni pokal in se samostojno ekipo nekoliko bolj vključila v reprezentančne okvire. V zadnji sezoni pa je že dosegla 2 zmagi svetovnega pokala in bila izjemno blizu olimpijski medalji. O njeni karieri, hitrem vzponu in načrtih za prihodnost se je po koncu sezone z njo pogovarjal Igor Tominec. Andreja Slokar, lep pozdrav. Ja, lep pozdrav. Če za eno osebo vemo, da tega intervjuja ne bo poslušala, potem ko bo posnet, ste to vi, ker se ne marate baje poslušati. Ne, res mi ne všeč. Všeč mi je šport, všeč mi je tekmovati in vse, ni mi pa všeč vse, kar to zraven prinese in te intervjuji in tudi se vidim na televiziji, mi ni lih všeč, če se daj preskočim vse to. Mogoče smo malo na napačni nogi začela ta intervju, če pravite, da jih ne marate, ampak vseeno jaz mislim, da bodo poslušalci uživali v naslednji urici. Pojasnite mi najprej en fenomen na začetku tega pogovora. Slovenija ima na Gorenjskem in Štajerskem svoje smučarske središča. Primat v slovenski ženski reprezentanci pa imata 2 severni primorki, vi in Ana Bucik. Očitno ni vse v geografiji. Jaz mislim, da tudi tu ima neko svojo prednost. Zdaj tukaj bom govorila zase. Meni mi res paše, da ko pridem domov, da ni snaha. Tako da se v bistvu sred zime ko malo odpočijem od tega, kar gledam celo leto. Pač ta sneh, ne vem, gledati bejluce v cejtici prije tudi malo vrh glave. Tako da vsakeč, ko pridem domov, ker ni belha in vidim ko malo zelenha in malo je fajn. Tako da je v bistvu, ko da bi se vsakeč malo resetirala, ko pridem domov. Potem je na nek način kar malo presenetljivo, da so vas kot otroka dali v smučanje. Ja, se v bistvu ne bilo mišljeno, da bom jaz sploh smučala. Nekako jaz že kot otrok sem bila polna energije in nekako moje mami se je zdelo pametno, da me da pač v en klub, pač da malo porabim energijo, da se imam malo fajn. In po nekako je tako naneslo, da je v bistvu njen prijatelj bo pač trener v tem klubi in po me dala kje in po klapa je bila fajn tam in res smo se fajn razumeli, po so se lotile tekme, sem dobro tekmovala in po nekako od tam naprej se je pač razvila moja ljubezen do smučanja. Ja, očitno ta smučarska kariera izhaja iz tega vašega viška energije v otroških letih, ima pa Ajdovščina kar močen smučarski klub. Recimo še Štefana Hadalina poznam iz teh vrst, pa povejte, kako je vse skupaj delovalo v rosnih smučarskih letih. Jaz moram reči, da jaz sem v tem klubu že od samega začetka. Štefan se nam je pa priključil, mislim, da je pri mlajših dečkih. In moram reči, da tista leta smo imeli res en zelo, zelo močen klub. Mislim, da smo pobirali kar vse lepo, vse medalje na državnih prvenstvih in je bil res tak super klub. Škoda pa pač, ker je toliko tekmovcev zaključilo, mislim, da je povsod tako, da v mladih letih je res so neki rezultati, pa ko prideš v mladinsko smučarijo, trener razpa neki drhači, neki več in se jih dosti ustavi, tako da, ne vem, meni mi je super, da zareči sva edine 2 tekmovalca in sva 2 tekmovalca v svetovnem pokali in je res super. Kolikor sem prebral, že v otroških letih ste bili stalno pri vrhu. Ja, mislim, da se kaže, že od začetka se je kazala moja tekmovalnost. Nekako, ne vem, rada tekmujem in tako v mladih letih je še toliko bolj pomemben pristop. Kakšen pa je, kako bi rekel, ta severno-primorski prestiž v nogometu? Vemo, da so imeli, ko sta bila še oba kluba v prvi ligi, močne derbije, Novogoričani in Ajdovci. Kako pa se morda malo v šali, malo zares spoprimete na slalomskih tekmah z Ano Bucik? Na koncu zdaj vajdeš na Nova Gorica, na koncu smo obe primorke, tako da je še toliko boljši. Ne vem, se zareči, razen ko po Govorici se niti ne pozna, da je nad vajdeš, ne nad Gorice. Ne vem, meni mi je super, da smo da smo 2 primorki, ker se gremo ta slalom res pri vrhi in ne vem, jaz mislim, da je to za slovensko smučarijo res krasno, da je čim več Slovenk, ki se lahko bori za višja mesta. Meni koncu se je vseeno prav, iz kjer prihaja.
Zdi pa se mi, da je ta interna konkurenca izredno dobrodošla. Te povsem samostojne ekipe v slovenskem ženskem smučanju so se nekoliko bolj združile, nekoliko bolj integrirale v reprezentanco in da ste pravzaprav vse boljše zaradi tega, ker imate zdaj res dobre primerjave že na samih pripravah in treningih. Ja, bi se kar strinjala s tem. No. Čeprav jaz moram reči, da sem tak tip tekmovalke, da jaz ne rabim dosti, da se zmotiviram in ne rabim dosti, ne rabim enega, da me non-stop paha naprej. No. V bistvu se kar sama dosti in tudi moram reči, da tukaj moj trener Boštjan, moram reči, da nas ne je kar tak, moram reči, temu nepopustljiv. Tako da, če že meni tako, kakšenkrat malo pade motivacija, je povan tisti, ki me malo pahne naprej. Tako da ja, je pa vseeno. No. Mislim, da v tem tekmovalnem delu, kadar so, mislim, sploh, ko se začne sezona, ko imamo treninge skupaj, je fajn. Če si 2 sekundi za kakšno na trening, se pa malo zamisliš, si rečeš, mislim, zdaj bo šla tekma in zdaj bolj, da dam malo hasa, če ne bomo žalostni po tekmi. Zdaj sezono ste zaključili tekmovalno gledano z nastopi na državnem prvenstvu in osvojili vse naslove v hitrih disciplinah, v tehničnih pa ne, kar če bi nekdo pogledal samo te rezultate, bi rekel, tukaj pa se rojeva ena nova hitra smučarka v slovenskem smučanju. Ja, da bi bilo temu res tako, ja bi bila jaz kar vesela. Ne, v bistvu slalom smo se odločili, da ne bomo štartali, ker nekako je bil plan, da bo cel teden, da bo tekme in bi bilo malo preveč. Sploh tukaj konec sezone smo vsi malo trudni. Zdaj veleslalom je tak, moram reči, kar tak toplo mrzlo, cel cajt. Sem se pa odločila, oziroma smo se odločili z ekipo, da se bomo dali malo bolj v hitre discipline. Sploh zaradi tega, ker se mi res pozna, da v veleslalomi, kadar je postavljeno hitro in kadar je naravnost, jaz ne znam reagirati. Tle je moj največji minus in mislim, da če se dam malo bolj v hitre discipline, da mi bo tudi ta manjko, da ga bom zapolnila. Ne vem, če lahko govorimo o Novi zvezdi v hitrih disciplinah, ker zelo, da se bom zlahala. Sigurno imam 2 dni treninga smuka in koliko mislim, da 6 dni treninga Super G-ja. Tako da zdaj ne vem, na tako število dni se nimamo kaj dosti pogovarjati. No, je pa, ne vem, se mi zdi, meni ni všeč, da se osredotočiš sam na eno disciplino in pač se res sam, ne vem, da bi se šla sam slalom. Sploh zato, ker meni rata po hitro dolg cajt. No. V ženskem smučanju je več univerzalnih smučark, ki se preizkuša praktično na celotni paleti disciplin, od slaloma do smuka. Na moški strani je večja specializacija. Tako da mogoče prehitro sklepamo, ampak da se bo verjetno vaš repertoar razširil v naslednjih letih. Ja, bomo vse videli, kako bo sploh šlo, ker to mislim, da se jaz malo hecam, to je prav ena druga smučarija. Ne vem, tehnične discipline ali pa hitre discipline. Za tehnične, jaz sem že po naravi taka malo bolj živa oseba, malo taka nepotrpežljiva in zato mi tudi slalom gre tako dobro, ker pač ta res ni popuščena. Zdaj pri hitrih disciplinah pa moraš tako nekako da zdaj ste bo rečem čakati, samo zato, ker nisem navajena drugega. Tako se moraš kar spustiti in pa malo čakati in malo gledati linijo in malo tako in je prav malo drugače, no, tako da... Pomembno pa je, ali v tej večji hitrosti, ki se razvije, uživate? Ja, jaz moram reči, da zdaj res je, da sem imela 2 dni smuka, no. Moram reči, da smuk mi je kar všeč. Prav iskreno, super veleslalom mi je malo neprijetno, ker je... Zdaj, hitrost je visoka in v tej hitrosti moraš delati še zavoje. In jaz v mladih letih nisem nikoli sploh nobenih hitrih disciplin delala in nisem navajena zdaj delati v taki brzini. No. Tako da ne da me je strah, sam nekako sploh ne vem, kako bi se tega lotila, ker se moraš malo drugače se moraš loti in ja, mislim, hitrost je meni všeč, no. Se zato mi je pa smuk všeč, ker v bistvu pa če hitrost in ni nekih hudih zavojev, no, zdaj Super G pa moraš malo bolj potehavati take dolge veleslalomske zavoje. Ja, torej ni skrbi, da ne bi slalom pa še kar ostal vaša paradna disciplina, v kateri imate tudi zdaj že zmago svetovnega pokala. Kako
analizirate in se spominjate tekme v Meribelu, vaše zadnje v tej sezoni svetovnega pokala, ki se je končala zmagovito? Ja, boljši, ko se je končala, se ne bi upala. No. Jaz sem si ta posnetek, pač te tekme sem si pogledala to, da znam že na pamet. Vsi jaz znam povedati, res. V bistvu se niti ne znam opisati, kaj sem občutila tisti dan, no, in kaj občutam zdaj, ko pomislim. Jaz sem sam res toliko vesela, zato jaz sem ponavljala že celo sezono, da se smučam dobro in da sem lahko hitra, sam nekako nisem ni tako lahko sestaviti, no, na tekmi vse to. Jaz mislim, da to je bila ena taka krasna popotnica, no. Mislim, da mi zdaj ta zmaga na konci mi je dala več, kot če bi zmagala sred sezone, no, tako. Pravite, da ste pogledali že vse posnetke, radijskega po moje še niste slišali, tako da ga bo zdajle, potem pa bomo slišali komentar vožnje Andreje Slokar iz ust Andreje Slokar. Okay. Zdaj ima 77 stotink zaloge iz prve vožnje pred Zrinko Ljutič in Andreja Slokar v zgornjem delu povečuje na sekundo in 9 stotink. Začetek je bil sjajen, takšno mora biti tudi nadaljevanje. Zdaj se je iz tistega bolj hitrega zgornjega tela proga prelevila v nekoliko bolj oglato postavitev. Toda tudi tukaj je Andreja Slokar hitra, povečuje na polovici proge na sekundo 20 prednosti. Močno je v zelenem Andreja Slokar pri zadnjem merjenju mestnega časa. 22 prednosti in zdaj zdrži do cilja Andreja, vodstvo za sekundo 22. Andreja Slokar je v krepkem vodstvu s tako visoko prednostjo, je torej napovedala kandidaturo za zmagovalni oder prvič na slalomih svetovnega pokala. Doslej paralelna zmaga v Lehu. Andreja slalom bolj tisti šprinterski v zgornjem delu, spodaj pa bolj zavita postavitev in tam vi znate narediti prednost pred tekmicami. Ja, jaz bi se kar strinjala s tem. No. Meni zdaj lahki tereni in lahke postavitve mi niso jih najbolj všeč. Meni mi je všeč, ker je res zavito in ker moraš zdaj take zavoje in ker moraš malo razmišljati vmes. No. Zdaj sam neki šprint od štarta do cilja mi... Ne vem. Je pa res, da se mi to tudi pozna. No. Tako, ko se nekaj že za vele slalom, da kadar je postavljeno hitro in naravnost, da ne znam tudi v slalomi. Ne znam tako dobro jeti naravnost, tako da pač še ena stvar, ki se jo moram naučiti. No. Pred začetkom letošnje sezone ste mi omenili, da ste vožnje na treningih lahko včasih izpeljali že na robu perfekcije. Potem pa se je zgodil en padec, ki je malo presekal celotno zgodbo in da potem takšnega zavoja v prvi polovici sezone niste več našli. V Meribelu pa očitno že, ali je to že bil približek tistega, kar ste največ sposobni? Ne. Je pa res, da zdaj, mi se lahko pogovarjamo o perfektni vožnji, sam perfektno vožnjo ne vem, če jo lahko kdo naredi. Ker se mi zdi, da če hočeš iti hitro, neke napake se ti dohajajo cel-cel. Tudi pri moškah, če se pogleda TV, ki zmagujejo, se smučijo res hitro, ma zmeraj ena napaka, zmeraj je nekaj, kar bi lahko bilo še boljše. Ne vem, jaz mislim, da se mi je forma, zdaj po tistem padcu je vse šlo tako mal dol in nekako sem tudi jaz dobila malo zaupajne in ne vem, moram reči, da sem se kar martrala, no. Moram pa reči, že pože, ko smo prišli na olimpijske igre, ne vem, ta velika tekma meni, ne vem, en tak pritisk je, da od tam naprej se začne vse tako malo sestavljati, no. Ja, do olimpijske tekme bova še prišla, ampak morda še nekoliko zgradiva teren do olimpijskih iger. Potem vas je v januarju, ko bi tekmovalka najbolj potrebovala ustaljen tekmovalni ritem, čim več tekem, presekala še bolezen, morali ste izpustiti zlato lisico. Pravzaprav se je vse ravno narobe razvijalo pred olimpijskimi igrami, ne da bi rekli, da se je razvijalo prav. Ja, v bistvu po Leviju, se pravi to je bil začetek oziroma sredina novembra, tiskrat sem že začela tako malo padati. Ne vem, bila sem taka malo brez energije in tako ne vem, kot da bi bila malo bolana. In potem v decembri meseci sem zbolela in sem bila, pač zato, ker ni bilo cajta, da bi se malo ustavili, da bi počili, zato, ker je bil tak ritem tekem in vse. Nekako se mi je cel december se mi je vlekla zdaj neka bolezen. In v momenti, ko sem ozdravila, to je bilo, mislim, da jih malo ponovno leti,
sem ponaredila test, tako smo morali narediti za tekmo svetovnega pokala in sem bila pozitivna. Tako da v bistvu sem bila en mesec bolana in v momentu, ko sem ozdravila, sem bila pozitivna. Tako da je bila ena taka, ne vem, reka temu zanimiva sezona, no? Zanimiv mesec. Vidi pa se v karavani, da smučarje to skrbi, ker dejansko si lahko pozitiven in izgubiš tekme, počutiš se fantastično, obenem pa gledaš, kako ti medalje, globusi, uspehi polzijo iz rok. In ali ste v karavani začutili, kot da se v zadnjih 2 zimah malo bolj vsi skupaj izogibate eden drugemu, če ni najbolj potrebno? Ja, zdaj žalostno, kar bom to rekla. Jaz sem prišla v svetovni pokal že, kaj bo ta koronavirus. Ne? Tako da jaz v bistvu drugega kot tu ne poznam. Jaz poznam svetovni pokal brez gledalcev, brez druženja, brez nič. V bistvu jaz poznam svetovni pokal kot eno navadno tekmo nižjega ranga, ki pač ni nikjer nobenega in smo samo tekmovalci in je to. Tako da moram reči, da zdaj, ko se tu malo sprošča, ne vem, že decembra meseca, naprimer v Franciji, tam ni bilo nobenih omejitev, nič in smo se vsi, moram reči, zdaj malo sprostili. Zato, ker se mi zdi, da ajde, name tu nima taha vpliva. Vidim pa, da je dosti tekmovalcev, ki se res sakira in se neče družiti in da je rajš se ne vidimo, da se nam okužu in tako. In vidim, da kar fajn vpliva na njih. No? Tako da zdaj vsak moment, kaj bude, se lahko malo podružimo. Sploh zdaj na koncu sezone, moram reči, že na olimpijskih, ko smo ostali na konci, smo bliže vsi tako sproščeni. Pač žalostno, kot račna svetovnega pokala ne poznam. Je pa v nekem vzdušju, takšnem, kot je bilo v Meribelu, ko je bilo tudi, ne vem, blizu 10,000 gledalcev, že doživljati tekmo precej bolj spektakularno, zagotovo pa tudi smučati po progi. Ja, jaz moram reči, da ko sem videla, ko so se začeli zbirati ljudje, sem rekla, tu pa bo zdaj. In po že drugi tek, ko sem stala na štarti, pred mano je prišla Holdener v cilj in sem slišala ljudi, v cilj. Sem slišala vse na štarti in sem rekla, kako lepo. In tudi, ko sem se smučala po progi, sem slišala, jaz sem vedela, ki so vmesni časi in sem slišala ljudi, ki krčijo. In potem sem si mislila sama, zdaj ali sem res hitra, ali sem pa tako počasna, da krčijo, da izbece. Tekmovati, kaj je toliko ljudi, je krasno, res. Se v bistvu sploh nisem zavedala, da je to manjkalo, no, za neka dodatna motivacija. V sredo. Tako je klapa, če povemo po resnici. Največ, kar ima človek od demokracije, je to, da ko odraste, da dobi pravici. A prva ta je, da v oštari lahko pije. Lepo je, da ob istem cajtu pej pravica še ta je dana vsakmu polnoletnemu človeku, da svobodno si izbira vsake 4 leta. Kaduha še naprej bo sem anče za jajca vleku. Čem reč tu, da gre lahko na volitve, a na spet so 4 leta mimo. Dejmo klapa, druge ni rešitve. Je prav, da kar je prav, naredimo. Tudi leto človek neč novega videti ne revire. Z vsakega plakata smeje nova se kravata, nov hovant, nova srajca, frizura in dentire. Zmera me na nisti grdi krupca od kandidata. A če pogledaš se v kop z nobeč računa, vidiš hitro kečjo povedati s plakatu. Poglej me, vidiš, jaz sem na velika mona. Alpej, jaz pa nisem, ma počaki, ka bom ratu. No, kako se boš odločil? Noben. Lahko voliš unga, lahko teja. Kaj praviš, se ti tato le zdi prav nesposoben? Ah ti, uni drugi je sposoben vsega. Zato jaz klapa nekaj sem porajtu. To, da demokracije ni brez oštarije. An kako je prav, da človek v istem cajtu dobi pravico, da gre volit in da se napije. Sej to, da najde si to lažbo v alkoholu,
Tu je dolžnost voljivca, nekajšna bolezen, se povi, dopar zdravi pameti bo volu, tajšne kandidate, an to takrat, kaj je trezen. Dajmo klapa, spet so tole volitve, a nas spet nas je pukna oštarija. Pijmo klapa, druge ni rešitve, a na živala! Živala! Mama, tak mislim, da ne rečem demokracijo, kaj ne mola. V sredo. Andreja Slokar, všeč mi je, kako poveste vedno vse stvari naravnost, tudi v vaši govorici. To, kar je naredil Iztok Mlakar za goriško narečje, boste recimo Smoltok in vi za ajdovsko narečje. Ja, moram reči, da je bil že pred mano Franko Bajc, ki govori po ajdovsko, no, se on je tudi z Vajdošne. Tako da zdaj sva že dva, oziroma trije, no, ki tolčemo po naše. Ja, to bo velika promocija, pa mislim, da tudi vsi tisti, ki na socialnih omrežjih kaj zapišejo, so izredno ponosni, kadar vam kaj uspe. Lokalni patriotizem je kar močen na teh koncih, se najbrž je povsod. Res je krasno, ko vidiš, tako kot te ljudje spodbujajo in ko so vsi veseli. Sploh mi je dosti pomenjeno, da tle v Vajdušni. Ne vem, že ko so mi naredili sprejem, krasno. Jaz se sploh nisem zavedala, da se ljudje toliko veselijo z mano. No. Enkrat ste omenili, da odlično smučate, predvsem takrat, kadar se ne ubadate z rezultatom, ampak samo smučanjem. A to drži še vedno? Ja, še zmeraj drži, ja. Ampak več, ko je rezultatov, bolj se nočeš človek z njimi obremenjuje in jih spremlja. Ja in ne. Po eni strani ja, če si dober, tako si pričakavajo, da boš zmagal cel cajt in po načeloma tudi ti pričakavaš, da boš zmagal cel cajt. Zdaj, če pa po drugi strani ti da pa neko potrditev in si rečeš, kaj sem sakiral, vse sem zmagal že tokrat, mislim, zakaj, se znam smučati in najbolj naredim to, kar znam. To znate, to ste dokazali. Ali morate pri tej pripravi sodelovati vrhunski športniki danes vsi do zadnjega, tudi s psihologi, ali se vi znate prepričati sami? Ne, jaz moram reči, že jaz sem kar sodelovala s psihologi. Jaz mislim, da mi je to grozno koristilo. No. Sploh, da sem predelala neke stvari, da sem kakšne stvari malo bolj razumela. Ne vem, kaj moram reči, da sem zdaj se res dobro spopadam s tekmami. 3 leta nazaj, ko je prišla tekma, jaz sem zmrznjena. Je bilo lih obratno, da je bil trening super in tekma slaba. In zdaj pa kontra. Ne? Tako da jaz mislim, da delo s psihologom je meni res pomagalo. Ja, mogoče ste prav v tem odgovoru že nekako razjasnili svoj meteorski vzpon v zadnjem obdobju. Na olimpijskih igrah se drugače kot na rezultat sploh ne da smučati. Verjamem, da vse smučarke na koncu samo pogledate tisto številko, ki se izpiše na semaforju. Zdaj se bova vrnila k drugi vožnji olimpijskega slaloma. Z 4. mesta po prvi vožnji ste napadli olimpijsko medaljo. Kaj je bilo v glavi v startni hišici? Jaz sem se razmišljala, ne vem, iskreno, to je bila ena tekma, ki sem bila res sproščena. Mislim, je bila tista prijetna nervoza, je bilo sem prav vdihala normalno, sem si prav rekla, sej znam, mislim, kaj kompliciram, sej znam. In ne vem, jaz sem bila v štartni hiši, sem si mislila, Bog je visoko in gremo. in to je v bistvu edina stvar, ki sem jo imela v mislih. No. Če si najbolj sproščen na startu olimpijskega slaloma, se pravi, da prideš v neko drugo stanje, v nekem transu začneš to tekmo, ker drugače ni logično, da bi bil takrat človek najbolj sproščen. Zdaj ne me razumeti narobe, saj jaz rače sem bila živčna, samo je to neka drhačna živčnost, je tudi drhačen pritisk. Ne vem, doskrat se ti zahodi, da si na štarti in si živčen in potem se moraš sam sebe prepričavati, zdaj ta men zavoj, ki se je predrlo, zdaj jaz ne vem, če tu znala, ali pa ne vem, gledaš ostale, ki imajo probleme, rečeš, ko je težka postavitev, jaz ne vem, kaj naredila. In potem imaš pa druge tekme, ki si na štarti in rečeš, jaz znam. Vseeno je pritisk tekme, zato ti vseeno hočeš biti najboljši, je drhači, ker si suveren. Bila je to turbo vožnja na tistem agresivnem snegu. Edino je ena napaka,
niti ne bi rekli napaka, samo malo bolj naokrog izpeljan zavoj, pa vas je stal medalje celo olimpijskega naslova, bi rekel, ker je bilo do njega samo 22 stotink. Predlagam, da zdaj le poslušava še prenos iz tistega tekmovalnega dne. Še 4 tekmovalke so zgoraj. Petra Vlhova pred Katarino Liensberger in Wendy Holdener, pred slovenskim nastopom Andreje Slokar. Stisnimo zdaj pesti cela Slovenija, da bi se išlo 24-letni Ajdovki, ki bi lahko priborila novo medaljo Sloveniji na teh olimpijskih igrah. Priložnost je, razlika do tistih, ki so na prvih 3 mestih, ni prevelika, mora pa premagati zdaj Andreja Slokar Petro Vlhovo za to, da bi jurišala proti olimpijski medalji. Izziv je torej takšen, da pravzaprav večjega ta hip ne bi moglo biti. Petra Vlhova v letošnji slalomski sezoni 7 tekem, od tega 5 zmag in 2 drugi mesti. Petra Vlhova pravzaprav v slalomu sploh ne zna biti slabša kot druga, večinoma pa zmaguje. Vendar v nekoliko drugačnih razmerah, kjer je treba imeti več občutka in manj smučanja na moč. Andreja Slokar je startala 25 stotink zaloge iz prve vožnje. Zelo ognjevito, zelo agresivno in z mislijo na olimpijsko medaljo. Ali bo dovolj hitra? Bliža se prvemu merjenju vmesnega časa, precej položen zgornji del slaloma, ta je ustreza, povečala je prednost na 33 stotink sekunde. Bravo Andreja, zgornji del dobro odpeljan. Bliža se polovici proge Andreja Slokar. Samo eno misel ima v glavi in še naprej vodi na polovici proge za 24 stotink sekunde. Zdaj dobro odpeljani 2 vertikali na tem slalomu in spet je v nekoliko bolj oglati postavitvi Maura Pinija. Pri zadnjem merjenju vmesnega časa je spredaj za 3 stotinke sekunde. Kako na tesno bo tule šlo? Dajmo Andreja, nekoliko je izgubila ritem. Ali je dovolj hitra? V zadnjem delu ni bila tako natančna in na koncu je četrta, 22 stotink zaostanka. Andreja, torej zgornji del finalnega olimpijskega slaloma zelo dirkaški, zaključek bolj oglato postavljen, sicer je to vam pisano osebno na kožo. Tam ste začutili, da bi lahko si priborili to medaljo, da se splača tvegati. Kaj se je pravzaprav zgodilo zdaj, ko ste to že 1000-krat pogledali in analizirali? V bistvu sej neke tople vode nisem odkrila odtiskati, no. Ne vem, jaz sem rekla pač itak, če čem medaljo sem mogla vrš dol in zdaj riskirati vse, ali pa pač lahko se povečam v cilji, ker sem bila, ne vem, 20, zato ker nisem naredila nič. Ne vem, jaz sem res provala napadati celo vožnjo in ne vem, če ne bom trdila, ne vem, če je Bog daj kakšen smučar, da je odpeljal od štarta do cilja, tako kot se je on zamislil in brez napake. Napake se zmeraj dogajajo, zdaj samo vprašanje, koliko velike in koliko hitro ti rešeš. Tako da zdaj, nažalost se to mi je zgodilo 5 pred ciljem. Sej po drugi strani, tisto, kad sem bila res razočarana, sej ne, da pač biti tako blizu vseeno mal pječe, vam zdaj temu tako reka. Ma po drugi strani, jaz sem napadala in grem leži spat zaradi tega, vam tako reka. Povejte nam, koliko ste že do tistega zavoja 5 vrat pred ciljem tvegali na progi? Kolikokrat se je išlo tako, kot je treba, ko se potem enkrat pač žal ni išlo? Celo progo, v bistvu sem, bom rekla, temu tvegala, sploh zato, ker se je delala taka majhna smučina, no, in doskrat rada grem neko svojo linijo, neko svojo špuro, ker vem, da je hitra. In zdaj jaz sem rekla neč, me ne briga, kakšna je špura, jaz bom šla po svoje in kadar se lotiš na tak način, kakšen, ki ti je malo neumno, ki ti pozdrsne noter v smučino in malo zgubiš ritem in malo zgubiš hitrost, jaz sem si rekla na štarti, me ne briga, jaz bom provala vse in tudi to, tako da v bistvu sem riskirala že od samega štarta. In se je vedno išlo, samo pri enih vratih od 65 se brni. Lih tam, ki je bilo najmanj smučine, no. Tako da, pri tistih vratih je bila najbolj globoka smučina? Ne, najmanj. Najmanj? Ja, tam v bistvu je bila najbolj, bom temu rekla, hladka proga. Tam je bila pa prav moja napaka, zato tam je bila postavljena pa tako vertikala, v smer, je bila tako mali smeri postavljena in si prišel res z dosti hitrosti noter. In zdaj, ko sem gledala po tekmi, sem si pogledala ostale punce, so vse tako pametno, so malo za neka pržlajfale. In so vzeli malo manj brzine noter, zato da so imeli tako lepši izhod.
Jaz pa sem si mislila med prohom, nečka, jaz bom zdaj tle. Mislim, zdaj, da bom prišla v cilj, da bom stotinka od zadaj in se mi lik zmeša, to sem rekla, bom provala. In res sem provala preči čim več brzine noter in je bil izhod slab. Tako da v bistvu sem tam je šla vsa brzina. No. Izredno majhne razlike na tistem slalomu. Najbrž so tudi druge smučarke, ki zdaj premišljujejo po koncu sezone, kje se je tam raztopila medalja. Ja, po naslednjem dan po tekmi, evo, sem se videla z Leno Dur in smo se obe kar stisnili in je rekla, joj, meni mi je tako žal, ker res, ona je vodila po prvem teki. Mi je tudi sama rekla, pač jaz nisem napadala od štarta do cilja, rekla, meni mi je tako žal, je rekla. Tako da nisem jaz edina, no. Vse na konci 3 so bile tiste, ki so bile zadovoljne in po ostale niti ne toliko, tako da. V povezavi z vami uporabljamo besedo meteorski vzpon, ker se res ne spomnimo primera, da bi nekdo natanko v 1 mesecu in 10 dneh od prve zmage za evropski pokal prišel recimo do 5. mesta na svetovnem prvenstvu. Zdaj se bo vrnila nekoliko bolj nazaj, opišite nam malo lanski januar in februar, ko je Slovenija v zelo kratkem času spoznala novo smučarko za svetovni vrh. Ja, v bistvu, dokler niste zdaj rekli, da je to 1 mesec in 10 dni razlike, jaz sploh nisem pomislila na to, no. To je res malo časa, no. Saj prej ste tudi imeli že odlične rezultate evropskega pokala, ampak takšnih smučark smo pač že veliko imeli v zgodovini. Ko pa nekdo dobi prvo tekmo evropskega pokala, potem pa vsi zastrižejo z ušesi in gledajo, kako se bo to razvijalo. Ja, se v bistvu jaz do lanskega leta nisem bila niti blizu, da bi lahko bila ne da bi zmagala, niti ne na stopničkah. Vse, kar se je zgodilo lani in res, kako ste rekli, v zelo kratkem času. Ne vem, jaz sezone sem se lotila, mene me je bilo res strah, no, bom povedala kar iskreno. Sploh zato, ker težko se ti pripraviš na eno sezono in rečeš, ok, zdaj ta sezona je pa ta prava, če pa 7 let zapored delaš dobro in ni nobenega rezultata. Jaz v bistvu pred sezono nisem pričakovala nič tega, da se bo zgodilo iskreno. Pač sem si želela, ja, nisem pa pričakovala nič od tega. Tako da v bistvu po vsak rezultat, ki se je zgodil, je meni, kuda z vsakim rezultatom sem jaz bila zmeri lažja. In je bilo zmeri mi bolj fajn tekmovati in zmeri bolj fajn trenirati in zmeri bolj sem uživala v vsem tem. Pojetak, če uživaš, je tudi lažje delati rezultate. Tako da je bila ena taka zelo zanimiva sezona. No? Kdo pa je imel to vero, največjo vero v vas, če pravite, da 7 let ni bilo rezultata, da se potem sploh še ustraja? Ja, moram reči, da tukaj gre ena taka velika zahvala mojemu tati oziroma celi družini, no? Ker so mi res stali ob strani. Pa je pa tukaj še eden, Severin Lipovšek, to je pa zdaj moj kondicijski trener, ki mi je tudi pomagal ogromno. V bistvu on je začel delati z mano, ker jaz nisem bila še od športnice. Res, jaz ko povem zdaj nazaj, mene me je malčko sram, v kakšni pripravljenosti sem bila. Ja, v bistvu ta največja zahvala gre njim, no. Potencial je torej vedno bil, ni pa se uresničil. Kaj je bila glavna zavora? Ne vem, jaz, ko sem bila v otroški smučariji, jaz sem zmahavala konstantno. In pa sem prišla v to mladinsko smučarijo oziroma ta FIS program in nekako se mi je zdelo, da lahko z istim trudom naredim isto, pač, da bom spet zmahavala in vse. Pač temu ni tako, ker ti prideš v mladinski program, mislim, hočeš, nočeš zdaj, ali boš dal 3-krat več, kot si dal prej, ne, ali pa pač boš tam, kamor sem bila jaz. Tako da sem bila slabo fizično pripravljena, slabo mentalno in tudi nisem bila poreka tako močna, kot sem zdaj. No. Tako da vsega pomalem. Pač, ker ni bilo rezultata, ste izpadli tudi iz vseh reprezentančnih struktur in koliko ste se takrat pravzaprav s tem sploh obremenjevali, glede na to, da ste pa kar močno samostojno ekipo pa lahko oblikovali vi in vaša družina? Ja, to je eno tako težko vprašanje, temu reka. No. Nažalost, sem se v tistih letih, oziroma smo se v tistih letih obremenjevali z napačnimi stvarmi. No. Pač jaz sem bila jazna, ker nisem v ekipi, sem se obremenjevala z drugimi, zakaj jaz nisem v ekipi, mislim, zakaj me ne morajo dati, se pa vseeno znam smučati in to, mislim, zakaj me pa dali, če nimam rezultatov. Ne, tako da zdaj
reka, sem se obremenjevala s tem, ma zaradi napačnih razlogov, bom temu tako rekla. No. Ja, je pa, no, ajde, zelo rečemo tako, da jaz sem zmeraj v neki samostojni ekipi, manilih tako, no, zdaj, mi smo imeli en klub, sam pač v tem klubu nas je bilo malo, tako da zdaj, ok, temu se lahko reče, da sem bila zmeraj sama, manilih temu tako, no, pač, ok, nisem bila z reprezentanco, ma vseeno, mislim, da do 4 leta nazaj so bile v klubi še druge punce, po nažalost so se obe poškodovale, tako da pa sem ostala sama. In ustrajali sami, mislim pa, da je moral priti en ta mentalni preskok. Ali lahko določite točko, kdaj se je zgodil, ali ste, ne vem, po kakšni sezoni se vsi v ekipi usedli in rekli, to je pa zdaj treba drugače, ali se je razvijalo tako bolj počasi, zvezno in da ste se samo naenkrat znašli na povsem drugi strani lestvice uspehov? Manje, zdaj tu ne se zgodilo čez noč. No. Eno veliko vlogo igra tukaj moja družina, ki mi je res stala ob strani. Raba še ena, ki ti stoji ob strani. Ne. Zdaj pa ne vem, odkar je prišel tak moj kondicijski trener, že od začetka mi je on hotel pokazati eno malo drugačno smer razmišljanja. Sam pač na začetku nisem bila najbolj dovzetna za to, no. Dajmo biti iskreni. Tako da v bistvu se je tu vse nabiralo. Pole, ok, je prišla zdaj 2 leti nazaj, je bila ena sezona, ko sem si poškodovala in palc na roki in koleno. In je bilo res taka zahtevna sezona. No. V bistvu jaz sem se trudila nekaj spremeniti in dati nek drugačen pristop. In potem sem se poškodovala in potem je bilo zmer neki in rezultatov ni bilo. In po koncu te sezone sem spremenila ekipo, sem spremenila in serviserja, sem dodala novega trenerja noter, tako da mi je pomagalo tudi to. To je bilo leta 2019? Ja, leta 2019. Ker morava zagotovo omeniti v povezavi z vašim vzponom tudi Boštjana Božiča, ki se je takrat pridružil. Rekel bi, eden najskromnejših trenerjev, kar jih poznam, ker si skoraj da nič zaslug ne pripisuje za vaš vzpon, verjetno pa vi gledate drugače oziroma kako? Ja, jaz moram reči, da meni je res všeč delati z Boštjanom. No. Jaz sem že večkrat rekla, da jaz mislim, da boljša trenerja, ko je Boštjan, boljša smučarska trenerja, ko je Boštjan, za meni. Res je fajn delati z enim trenerjem, ki je tako motiviran in ki tako išče vse, kaj se da še narediti. In ne vem, jaz mislim, da mi dva res fajn delava. No, in tudi oni imajo velike zasluge. Predvsem je to izjemno za slovensko smučanje, da zdaj dela v slovenskem smučanju, ker toliko vrhunskih strokovnjakov pa spet nimamo, da bi jih lahko izvažali po svetu, ker pred tem angažmajem je delal v tujini. Ne? Ja, res je. Moram pa zdaj, tukaj imam malček, bom tako rekla, no. Če je en trener dober, še ne pomeni, da je dober za vse. Tako da zdaj tudi, ne vem, če bi Boštjan delal z eno drugo tekmovalko, stvari, ki jih delava mi dva, ne vem, če bi šle drugi tekmovalki dobro. Ne vem, izmeraj malo tako, no. Jaz mislim, da jaz sem imela res srečo, da sva se mi dva dobila, ker gledava na stvari podobno, jaz tukaj sem imela res srečo, no. In kakšna je zdaj filozofija za prihodnost, glede na to, da pravite, da ste veliko oziroma da ste začeli posvečati pozornost hitrim disciplinam? Ali je to res samo z mislijo na hitrejše odseke veleslalomov ali imate bolj ambiciozne cilje glede večjih disciplin svetovnega pokala? Ma ne, jaz ne razmišljam zdaj, da se bom šla v prihodnosti jaz hitre. No. Moram pa reči, da je fajn, da se mal razbije neka monotonost. No. Zato, ker zdaj iz prejšnja leta več ali manj sem delala slalom. Zato, ker me, ne vem, v enem momenti je mene ratalo strah veleslaloma. In se veleslaloma sploh nisem šla. Jaz vsakeč, ko sem videla veleslalomske smučke, sem nekaj ne. Jaz jih nečem videti, ker me je strah. Tako da v bistvu sem šla zreči sami slaloma, malo na veleslalom in zdaj se mi pa pozna ta manjko, ker se nisem šla neč veleslaloma, neč hitri disciplin, ker ne znam jih najboljše reagirati, kada gre malo hitrej. Tako da v prvi vrsti so hitre discipline zdaj, da mi bi pomagale v veleslalomih. Je pa tendenca takšna, da se večina disciplin če dalje hitreje postavlja. Ja, se li zaradi tega še toliko bolj pride do izraza tudi, da meni manjka neka sproščenost v hitrosti. Ne vem, tudi
tehnično se mu šlo malo drugače, no, kadar je postavljeno naravnost in kar hitro. Nekako meni mi je res všeč, kadar ti prideš in je postavljeno zelo zavito in ti moraš res zaključiti zavoj in res moraš dobiti res eno tako noro energijo od smučka nazaj. Kadar je postavljeno naravnost, jaz še zmeraj zaključujem zavoje, ker ne znam spustiti. Lik zaradi tega pač smo se odločili, da bomo provali malo hitri disciplin trenirati, ker tam tudi pač v bistvu ti moraš pustiti smučko, da ti teče, da se malo naučim te potrpežljivosti, no, ko mi jo manjka. Samo nekaj trenerjev je pa še kakšen glas iz karavane, recimo Henrika Kristofersena ali pa nekdanjega smučarja Ivice Kosteliča, ki pa poudarjajo, da bi pa tekme svetovnega pokala pa morale biti težje, da je preveč postavitev, preveč šprinterskih, da se ne naredi razlika med pravim mojstrom zavojev in tistimi malo slabšimi. Ja, jaz zdaj, če gledam prav subjektivno, jaz bi se tle kar strinjala, pač zaradi tega, ker meni všeč, ko je postavljeno res levo, desno in ko so take zahtevne tekme. No. Ne vem, zdaj res je, da je trend tak, da gre bolj hitro, se mi zdi, da je nekako za gledalce, hoče narediti zanimivo za gledalce, no, tako da če gre hitro in da postavijo tako lahko in da smo vsi tam na kupi, je itak bolj zanimivo za gledalce, ne. Zdaj, če postaviš res levo, desno, se naredijo večje razlike in potem tudi zdaj drugi tek ni toliko zanimiv, kot bi bučenje, no. V sredo. Andreja Slokar, nikoli še nismo imeli smučarke iz sladolednega imperija, športnica, ki jo zaznamujejo sneg, led in sladoled. Ja, res je, sam mrz, no, bom temu rekla. Ja. Ampak niste pa še poskusili, kakšen je vaš zavoj na sladoledu. Na ledu je pa dober. Jaz bi rekla, da na sladoledu bi bil kar slab, no, zato ker je tako, vse tako mehko in je tako, moraš smučati tako malo po putri, jaz pa teh ali ne znam. Okrog vas se je zgradila že omenjena močna, samostojna ekipa. Ta princip v slovenskem ženskem smučanju očitno dobro deluje. Zdaj ste nekako integrirani v slovensko reprezentanco. Razložite nam malo, kako stvar funkcionira, koliko ste res samostojno na treningih, koliko ste skupaj z reprezentanco in kakšne prednosti prinaša en in drug pristop. Načeloma, zdaj tu se lahko imenuje moja neka samostojna ekipa. Samo iskreno mi po leti, ko smo bili v Švici, smo trenirali več ali manj cel cajt z reprezentanco, tudi med sezono treniramo z reprezentanco. V bistvu edina stvar, ki je tukaj drugačna, je, ker jaz imam pač svojega trenerja, imam svojega serviserja, svojega serviserja ima vsaka punca, no, tako da zdaj tukaj se ne razlikujemo od drugih. Jaz imam pač svojega trenerja in meni mi paše tako, no, saj pravim, meni mi je všeč, da je okoli mene ena taka, bo neka temu dobra energija, mi je všeč, da se vsi fajn razumemo, da se imamo fajn in jaz z mojo ekipo se imam res fajn. Ker omenjajo večkrat tisti smučari, ki so že bolj v veteranskih letih ali pa so končali, da moraš v vsakem trenutku nekako vedeti, komu zaupati, koga poslušati, komu ne. In očitno je res bolje poslušati eno glavo, kot pa, da bi preveč informacij letelo s preveč strani. Zdaj tukaj, če se prav izpostavim smučene, tako, zdaj meni, če mi Boštjan reče, ne vem, beži ti prašati, ne vem, teha in teha trenerja, če te je gledal in ne ti malo pokomentira vožnjo, jaz grem in prašam, da mi pokomentira. Zdaj sama od sebe pa, da bom hodila in sprašavala, ne bom. Jaz zaupam Boštjani in meni se mi zdi, da Boštjan točno ve, kaj meni manjka in nekako ima nek zastavljen plan, kako bomo to dosegli. Zdaj pa, če se Boštjani zdi potrebno, da mi še drugi komentirajo, ni problema. Če se mu pač ne zdi, se mu pač ne zdi. Tukaj mislite na druge trenerje iz slovenske vrste? Načeloma, generalno, no, ko smo na treningih, ne vem, tudi z drugimi reprezentancami, nobena skrivnost ni, da vsi gledamo, no, tako da, ne vem, se kakšen komentar dati pride prav, no. Potem nam pa zaupajte eno skrivnost, katero smučarko pa vi slalomistko najbolj zanimanjem gledate, da ima mogoče karakteristike in znanje, ki bi ga lahko se kakšen odstotek prenesel še na vas? Zdaj, ko sem na štarti, ne maram gledati nobene. Zato, ker še tista, ki se ne smuča dobro, se v tistem momentu smuča dobro. Zato, ker jaz res, ko sem na štarti, se mi smučajo vse dobro in res. Zdaj tako pa, da bi imela prav neka temu vzornico ali pa da bi se prav zgledovala po eni
jo nimam. Mislim, da ima vsaka tekmovalka nekaj dobrega, kar lahko jaz vzamem. Ne vem, meni res mi je všeč pristop Petre, bom temu tako rekla, ali pa Sara Hektor. Jaz, ko sem jo videla na štarti v Kranjski Gori, jaz sem bila tak doma, ko je bila ta tekma. In sem gledala od doma to tekmo in je malo drugače gledati. Ne? In jaz sem videla v štartni hišci Saro Hektor. Mislim, ona se je zasmajala prek štartela. In ta suverenost bo krasno. Vse je tudi zmagala tekmo. Je zmagala za kar fajn. No? Tako da jaz mislim, da vsaka tekmovalka ima nekaj, kar lahko pobram. Sara Hektor, ja, tudi v slalomu bi bila olimpijska prvakinja, verjetno, če bi prišla do cilja. Ampak teh čejev na tisti olimpijski tekmi je bilo pa toliko iz vseh strani. Jaz mislim, da je Sara se sploh sprostila po zaslalom, ker je v bistvu 2 dni prej je dobila zlato v veleslalom in kaj češ lepša. Mislim, da če bi štartala hitre pole, bi bila še v hitrih dobra, tudi če jih nikoli ne trenira. Ker za sam slalom, kljub temu uspehu, ki ga je prej dosegla v veleslalomu, je nismo šteli v najožji krog, potem pa je fenomenalno smučala do polovice finalne vožnje. Ja, saj pravim, enkrat, ko se ti zgodi en tak rezultat, se mi zdi, da podobiš kar ena krila in je vse ostalo leži. No. Marija Rosa Quario, nekdanja italijanska smučarka, potem pa zdaj naša novinarska kolegica, sicer mama šampionke Federike Brignone, pravi, da bi obema zelo koristil skupen trening, da bi Federika lahko napredovala v slalomu, vi v veleslalomu, ampak da se to nekako ne realizira. Kako vi komentirate te njene ugotovitve? Ja, mislim, seveda se težko realizira, ker jaz sem lani se lotila svetovni pokal in lani nekako, bom temu rekla, sem naredila nek preskok, da sem bila vsaj kaj uredna v slalomi. No. Tako da zdaj, ne vem, da bi se že lani lotila jasnega, da bi se malo bolj posvečala veleslalom, pa malo bolj hitrem disciplinam. Ne vem, če bi bilo lih najbolj pametno, sploh zato, ker nisem bila niti še utrjena v slalomi. Tudi letos, ne vem, mislim vseeno, je moja prva sezona svetovnega pokala zreč cela, da mešamo preč ostali disciplini, da se ne osredotočimo na tisto prvo, da ratam trdna v eni disciplini, nekako nima smisla, tako da, ne vem, mogoče v naslednjih letih, no. Še o proizvajalcu smuči, Nordiki reciva besedico ali dve. Poleg vas v ženskem svetovnem pokalu tako rekoč nima nobene druge tekmovalke. In to vas postavlja res nekako v unikaten položaj. Če ta proizvajalec ne bi imel vas, tako rekoč ne bi osvajal točk svetovnega pokala. Kako vi čutite ta odnos z ljudmi v tem podjetju? Prav, ne vem, če ima še kakšna druga tekmovalka svetovnega pokala tako podporo strani opremljevalca, ko jo imam jaz. Moram reči, že ker nisem imela rezultatov, se pravi, že pred lansko sezono, so mi res dali dober material. No, tako da jaz tukaj res jim moram reči hvala, ker so se zmeraj potrudili, tudi če jaz nisem imela rezultatov. No. Zdaj pa ja, ker sem ta najboljša in ker sem v svetovnem pokali, sem v bistvu jaz tista, ki pomaga razvivati in smučke in pancerje. Tudi vani imel neko željo. Nazadnje je bila, mislim, da je Viktorija Rebensburg na Nordiki in to je bilo, mislim, da so mi rekli, da zdaj, ko sem zmagala v Lehi, da je bilo tu po 7 letih, da je Nordika, zdaj ne vem, ali da je imela zmago ali da je imela stopničke v ženski smučariji. Tako da nekako tudi njim je manjkala ena tekmovalka, s katero bi lahko malo razvivali in se šli pa svetovni pokal. Vas pa to postavlja vas in proizvajalcev nek poseben položaj. Pač vi imate boljša pogajalska izhodišča, recimo po takšni sezoni, kot je bila letošnja, za pogodbo za naprej. Po drugi strani pa tudi precejšnja odgovornost, ker takšne smučarke druge ni, da bi razvijala material za to tovarno. Ja, se točno tu je bila moja skrb lani, no? Ker jaz do lani nisem imela niti enega rezultata, no? Tako da tudi pohodbi nisem imela nobene in sem jih šele lani notila podpisavati. In kar naenkrat pač sem prišla svetovni pokal in se je dosti opremljevalcev zanimalo. In se je pojavil problem. Zdaj ali bom na Nordiki in bom pač ta najboljša punca in pač toliko let niso imeli nobene tekmovalke in zdaj, če bojo razvivali in kaj vse. Ali pa bom šla pač henemu proizvajalci, oziroma opremljevalci, ki ima boljše tekmovalke in že vem, kakšen material bom dobila in vse.
Tako da okoli tega smo dosti razmišljali in jaz mislim, da je boljša odločitev, ko sem sprejela, ne bi upala. No. Ker je ena obveznost, da moraš ti razvivati smučko, da moraš razvijati pancerje, da moraš povedati malo kaj in koha, po drugi strani pa narediš ti tak material, kot tebi paše. In kaj vam ustreza, če lahko malo laično nam obrazložite, kakšno smučko vi razvijate? To je pa eno zelo težko vprašanje, ker v bistvu tu je tako, ta testirana zgleda je tako. Meni mi pripeljejo, zdaj bom rekla, 3 različne pare slalomskih smučk in 3 različne pancerje za slalom. In jaz to obujem in povem, zdaj te smučke so mi v redu, samo mi ni všeč, ker začetek zavoja mi malo hrabi, ali pa mi ne je všeč, ker ali pa mi je všeč, ker res lahko naredim zavoj. Tako da meni zdaj generalno bom tu govorila, meni mi pašejo mehke smučke in srednje trdo panceri, za slalom, naprimer, jaz uporabljam trde pancerje, za vele slalom malo mehkejše. Maj tukaj toliko različnih materialov in modelov in vsega, tako da zdaj bi zelo težko opisala kaj in koha. No. Malo sem zastrigel z ušesi, ko sem na finalu sezone izvedel, da menjate serviserja po tej sezoni. Sicer se ne štejem za nobenega eksperta, samo včasih me malo čudi, ko se menja ekipo, ki je ravno začela zmagovati. Jaz bi se tukaj prvo rada zahvalila Igorju Plašivčniku, ki mi je res pomagal. No. Moram reči, da Juan mi je res pomagal na štarti, no, ker meni udarijo živci, ker je tako malo živčna, začnem kar sprašava take neumne stvari na štarti, ker ni imelo res nobenega smisla, sam da malo sprostim svojo nervozo, ker živci igrajo svojo vlogo, no, tako da je mogel požreti kar dosti mojih neumnosti na štarti, ker res, kad sem ga dobila malo nepripravljena s kakšno mojo izjavo. Drugače pa kaj ne rečem. Je bila to zahteva tovarne? Ne, moram reči, da se na Nordiki oziroma pač opremljevalc mojih smučisenalih nekaj utikava, pač sej malo me prašajo, kaj mi manjka, kaj bi rada, drugače mi dajo proste roke, ker na konci mislim, si moraš brati samo ekipo, no, ker če češ, da dobro delaš, moraš se ti dobro razumeti z ljudmi, s katerimi delaš in je to najbolj pomembno, tako da ne, se mi ne utikajo te stvari, no, bom temu tako rekla. Nekako pač tako je naneslo, da smo pač zaključili sodelovanje, delč od tega, da bi videla, da smo naredili vse, kar smo lahko in pač že ne vidim napredka tukaj naprej. Je pa res, da pač sezona je bila dolga, sezona je bila težka in ne vem, nekako kakšenkrat prevetriti kaj tudi ni slabo. No. Kaj pa vas v tej dolgi sezoni še čaka? Ljudje že pravzaprav pozabijo, da je bil svetovni pokal, vi pa še kar smučate. V bistvu, zdaj to je zdaj res najbolj zanimivo. Ko se konča zadnja tekma svetovnega pokala, vsi pogovorijo, zdaj se je končala sezona. Zdaj ste pa vi že na kakšnem otoku. Delč od tega, v bistvu, tiskati se poje začne, on temu reka, kako malo trplejne, no? Zato, ker poje te čakajo še vsi treningi in vsi testi. In res, ko prideš najbolj truden in ko ti malo pade, ne motivacija, ko malo pade adrenalin, ko imaš cet, da zadihaš in da malo pogledaš za nazaj sezono, prideš res tako truden in potem te čakajo še vsi treningi in še vsi testi, moraš biti res koncentriran, ker to je v bistvu naložba za naslednjo sezono. Tako da v bistvu, odkar se je končal svetovni pokal, sem bila cel na snehi, no, v bistvu sem naredila kar dosti treningov. Naredila sem državno prvenstvo, še en teden treninga in testiranja in pa končno malo dopusta. Andreja Slokar, hvala, da ste si vzeli to urico za pogovor z nami, malo približali svojo kariero tudi našim poslušalcem na Valu 202 in vse najboljše tudi v naslednji sezoni, se je že veselimo. Najlepša hvala.